Stojimo v vrsti za trajekt v Dragster oziroma v vasico Balestrand. Ladje že vozijo. Mi gremo na uno stran, tam kjer so ladje, pa tam okoli 9 km okoli Otoškega zalivčka v letoviško mesto Balestrand. Tam je bil pa padel dogovor, da bi bilo dobro kakšna manjada, lazanja, makaroni, pašte. Ženskam se že sline cedijo. Ladja se spušča kljun dol. Odhod, vse naenkrat. Štek in smo zaprti. Ta trajekt je bolj majhen. Trenutku bomo čez. Hitro plujemo. Evo, kdo nas vodi preko tega morja. Lepa resna madan, kapitanka. Si nabijajo, veš, tele. Naša sobica, spakirali smo. Evo, ma ta sobica ni navadna sobica. S čudovitim razgledom na Sonjefjord in na njegove rokavčke. Današnji razgled je pa nekaj fantastičnega. Direktno iz Pojsle gledamo tole. To lahko celo noč, ker noči sploh ni. In preko fjorda gre daljnovod. V razdalji sigurno 1 kilometra gre te žice. Več kot kilometer. Majko milo. Bolj že ne pokažem cele razdalje. Jutro naslednjega dne nas je pričakalo pred Balestrandom. Pakiramo. Hribi že počasi žarijo v soncu. V tem lepem hotelu, v tem lepem okolju najdaljšega norveškega fjorda v Dragsviku smo prespali. Življenje se že počasi pričenja, avti vozijo k trajektom, potovanje gre naprej. Na levi strani je Dragstar, šli smo po obalni cesti ob zelo lepem zalivčku. Galebi so lačni ali pa fukotožni, kaj veš. To je ta lep zalivček z gorskim okoljem. Še par kilometrov pa smo v Balestrandu. Kako lepo počiva. V paru se dereta. Tihožitje v fjordu. Izlet po Balestrandu.
Fantje, moje pičke, kaj ste komentirali zdaj? Da sta bila v poziciji. Na prvi ligi sta bila. Ja. Ja, prva pozicija. Oba sta imela nekaj vroga. Niko Nizozemska. Pa kaj hodiš ti, kaj hodiš? Sončna obala, bale stranda. Ja, še nazaj. Breda, Še malo. Breda 200 koron. Še nazaj pojdi, še nazaj. No, poglej, Sačeš, stani malo, stani. vi se boste videli na posnetku. Še ladja beži prečke, da se Koprčani tle zberajo. Bye bye, Ladica. Sandro, se ti je resetiral? Veš kaj? Ta lokacija se je ljudem že od nekdaj zdela lepa in so si postavili tukaj letoviške hišice v švicarskem stilu. Imeli so pa čudovit razgled po fjordu. Obelisk Menhir. Kaj veš, kako bi to imenoval? En minaret. Ja, to so šiptarji. Veš kaj je to? Obelisk. Albe. Take so pa njihove alge. Ja, se pri nas so tukaj tele. Zelo velike, Pri nas so velike zračno manjše. plavajoče. Samo jaz jih vedno manj To vidim. smo jih pokali. Ja, Tule. Pokali smo te, ja, pravi Dunja. Te so precej večje. to je lahko za leto, moj kaj se zlomilo. Napisk na obelisku. Pri obelisku se začne lep, velik, dolg, zanimiv hotel. Evo ga. Kraljestvo hotela. Gremo na lepšo pozicijo za slikanje. Sandro se že pripravlja na pomolu. Cel hotel en face. Mati kliče mladičke. Prave napade dela na mene. Evo. Evo. To je pa materinski instinkt. Sem še za... Malo botanike. Dve vrsti alg. Klobifila v Kliptomilma aerija. Vodja puta je našel polno motivo za slikanje. Kaj je tokrat našel? O, dobro, dobro, Sandro. Bele kulčice, vmes pa posvečeni Božji hram. Kaj so ga še vikingi gradili? Zanimiva ovca, pa tri. Čisto druge barvice, kakor one včeraj v fjordu. Nekje se tako, nekje tako. Breda je našla zanimivo bajto z okni v zamiku, pravi. In zavese so je tudi všeč. Že vidim, da bo počasi na naši bajti tudi kaj takega. Smo kakor sredi Švice. Ob cesti smo obstali, zdaj pa tle skozi po tej travci. Kakšen pogled se odpre lep. Lep motiv ob Sonje fjordu.
privatni otok, lepa vasica, katera živi izolirano življenje, čisto zraven civilizacije. Imajo svojo cerkvico, svoje pristanišče. Evo, med potjo smo imeli tudi take dolge tunele. Lepa muzika nas je spremljala. Jockey Sandro je lepo reguliral vse. Prometa ni bilo kaj dosti. Pavarotič. Tudi take so se dogajale med potjo. Publika, prosim, ne zameri. Daj malo bolj na glas, Sandro. Zdaj pa še malo zapoj. Tetetere, tetetere. Tetetere. Tuturutu. Evo, kaj nismo interesantna druščina. Še v tunelih se zdaj bavamo. Sandro, zdaj boš se ustavil, boš kaj slikal? Zdaj snemamo skandinavski tunel. A tako? Zdaj smo vam pripeljali brez čakanja na vrsto na trajekt. Za nas so posebej odprli rampo. To je tudi v aranžmaju turistične agencije Sandro mogoče. Zdaj gremo pa 15 minut čez fjord in drito v Bergen. Gremo malo gor na razgled. Ko se lepo premika. Svet se vrti. Orion, saksofon, kontrabas. Lepa vasica Lavik. Vse je lepo tle. Nam je vse zanimivo. O, kak lepo pihlja. S to ladjo se peljemo. Motorni šif. Trajekt, kar zelo hitro. In lepa pokrajina na drugi kraji, to moram videti. In pika, kako pika. Morja se niti ne vidi. Šli trajekt, evo ga kako šiba. Sognefjord. Dosti je, pripravimo se za izhod. Predno nas odpiha, ne? Dunja, ali si marjetica danes? Zima. Takih čovničkov smo pa bolj malo videli. Kakšno morje naredi ladja pri manevriranju. Evo, pa smo tukaj. In pot nas vodi naprej proti Bergenu, proti jugu. Na poti v Bergen smo se ustavili v tem idiličnem kraju. Kaj je to? Jezero visokogorsko zajezitev. Malo da se preluftamo. Kaj pravi Sandro, da je tam dol ribogojnica, ne? Ja. Kaj jo vidiš, zdaj ti točno za tem drevesom? Ja, to je prav za razglednico motiv. Še ena razglednica z Norveške. Another
Kaj? Spet prrošca. Spet prrošca. Ti je lepa? Rožica zrav rožice, vidiš? Lepe, lepe. Še 60 km do Bergna. Pokrajina postane bolj otočna. Pospešeno se bližamo Bergenu. Evo ga. Cesta nas vodi proti osrčju fjorda, v katerem je Bergen in otočja. Avti pa šivajo. Lepa cesta. Lepo. Splošno imajo lepo speljane ceste z granitom močnim. Marjetica in Vijolica pri rožicah. Oni imajo take rožice v kanalih. Ja, mi pa niti na vrtu, ne? Ja. Krasno so. Res čudno. Gremo. Kaj prideš ti sam? Dobro. Kaj si? Ne, to ne. Je tam? Zanimiv most. Zanimiv most čez ožino. Med dvemi otoki. Kako visi na žicah. Evo, zdaj pri kraju pa nosilec. Daj, snemaj malo to. Ja, se Daj sem. fotoaparat, imam pa še malo pošljace, daj. Kako je lepo. Kar tam šljace mredo, prijavno in šljodno. Kar skozi, kar skozi. Evo, kakšni nosilci. Na teh parih žičkah smo obešeni. Ameriški patent. Ja, nekaj mu, ne? Vidi se, ne? Tak. Cestnine Zdaj gre kamion. in lep most. Na žicah obešen. Danske imajo lepe mostove, take, za so lepi mostove. Lepa? Ja, to je Suzuki, ja. Gremo v center. Kaj je to, grb Bergnalni? Kaj je to? Užival je kot svinja, ne? To res info in potem v park... Ali gremo v parkirno kežo? Ja, kot se gremo nazaj, čakaj. Kaj delaš ti? Ko je rukalna ura nas. To ni film nazaj, ampak je Sandro šel rikverc. Samo malo te opizdijo. Parkirna hiša je Ledik, to pomeni Frej. Po slovensko. Čez cesto ta prasicona rebela, to je. 20 minut, 10, Kar drago parkiranje. maksimalno. Evo, 93, SAP 93. Specialna izvedba. Lep je. Pravi velemestni vrvaš. S čudovitimi hišami ob morju. Utrip z mesta. Lepo je sfera turista. Losos, koliko je to? 69 po kilo, to je 2x6, to je $1200 na kilo je losos.
Kolegi moji, to je kit, potem losos, ja. Zopet njihove ribe. pa skati, evo ga, frišen, čisto frišen. Nekaj lepšega kot drugega. Sedaj gremo v informacijski urad. Potem bomo pa že kaj več vedeli. Končno enkrat vidim grdobe. Najboljša riba na svetu. Samo še čevapčiči so boljši. Ni res. To je grdoba. Čavala. Pogledajo, kako je lepa. Pa direktno v turistični urad. Po vse podatke. V dvorani za informacije, katera ni čisto navadna dvorana, ne, je ogromno ljudi. Sandra bo na vrsti čez pol ure, če bo šlo tako, ali pa še kasneje. Je pa res lep. To je najlepši informacijski center do zdaj. Je tako? Samo malo ven iz mesta, v Griček, leži naš idilični hotel. V mirnem delu. Hotel Park penzion. V tej bajti to je. Ja? Aha. Apartmaje imamo pa tle notri. Te lepi starinski hiši. To je Harald Herfrage v letih 860 do 940 je živel. On je bil viking. Tako se ulica nadaljuje in tam gor zadaj se vidi razgledni vrh. Rumeno kot mak in tudi je mak, ne? Evo, se vidi po betiču. Na Norveškem obstaja rumeni in oranžen mak. Očitno. Dokaz je tle. Lepa hišica v lepem parku. Iz zabaviščnega parka se čuje pa glasba. Koliko cvetja. Na nasprotni strani pa taka palača in grm marjetic, vzgojen kot visoki grm. Evo, slikano iz tega mesta, park, zabaviščni park, razgledna točka Bergenskega in tukaj na pobočju so pa njihove privatne hišice. Verjetno bolj bogati, premožnejši domačini živijo tukaj, lepo nad mestnim vrvežem. Mala Švica, oziroma pravi Sandro Amerika. Spomenik slavnemu Norvežanu Edvardu Grieru. Državni telegraf in telefon. Grb kraljevine Norveške. Lep pogled na glavno cerkev. Še lepši skoraj na drugo stran. Palača Norveške banke. Tak je bil pa vhod v Norveško banko, je še vedno. Zelo zanimive hišice.
ameriške. Izlet do dobre hrane naše grupe. Bergens Express. Ja, Kirožic. Catch Cafe? Je dober, a? Ja. Za turiste. Čudovit je stari, premožnejši Bergen. Malo manj premožen stari del se začne pa tukaj. To, kar piska, je opozorilo za invalide, da je semafor odprt. Evo, kakšna lepa avenija hišic. In to vse leži ob obali. No, to je pa še od strani pogled na prastari del. Lepo ohranjen in očuvan. Sandro je nekaj najdel. Da vidimo, kam nas pele. Vse v nošah so tukaj punce. Evo, kakšne ulice. Madonna. Hiše, ulice. Zanimivo. Hlevi. Ja, nekaj svojevrstnega, ne? Če me bojo tudi tle vsili, vse tako pokorvozno. Ja, Bog hvali, da se tle kaj užge. A viš, tle vsaka vratca so trgovina in atelje in tako, zdaj so zaprli v 5, ja? Kam smo pa prišli zdaj? Aha. Aha. No pa pogledajmo tle. Norges Elste Bjergestedt. 300 let stara restauracija, najstarejša na Norveškem. Sandro, kar noter. O, Madonna. O, majko milo. O, majko milo. Ja? Bomo počakali, ja? O, majko milo. Upam, da nimajo 300 let starega prasca tudi za postrešiti. Ti boga, kakšne tle. Eller vettigt ja, och bara en kartong var det köpt. Ja, jag tänkte jag skulle göra. Men det sa det när gräddkameran ska sitta här och bara du har nog riktigt så att ner. Ja. Jo, jag tänkte köpa det, men jag får... A, Breda, že videla, kdaj je kaj takega? Men det kanske väl. Ste že videli, kdaj je kaj takega? Ja, ni slabo, smo videli že boljše. Pa zopet na sonce. Po tej vasici. Najstarejši prebivališču. Pa spet po tej uličici. Pa to ni res. Kašno. Stiska je bila tle. Nadaljevanje ulice. In izhod na morje se že blešči. Tukaj našla, ne? Evo, in smo na obali. Za prvo lakoto potolažic smo kupili brioše, čudovite. In zdaj gremo nazaj. V restauracijo. Evo, some jazz and blues pub.
Já vai jusqu'au magasin, hein? Je reste au compte les patates. No, v tej pekarni smo kupili te sladice. Tukaj mož prodaja srebrnino kot Julč Silver Gallery. Vse lesene deske, ena čez drugo vezane na tej fasadi. In gremo iz mestnega tlakovanja granitnega na leseno uličico, po kateri smo malo prej šli, in iz tega mesta so turisti masovno slikali. Telefonija in elektrika jim ni najmočnejša panoga. Nekaj detaljev. To je tudi nekaj starega. Los je velika žival. Ogromna se pravzaprav. Kaj pa je tle? Madonna. To je to. Devetnitige selskap. Skrivnostni znaki na fasadi. Verjetno družinski grb. Tako je pa pogled z nivoja streh, vse prepletene ulice. Kaj pa je to pri tem grbu? Kaj je to? Concert tonight. Just a minute. 1 minute from here. Concert tonight at Schiffsdöner. 6:30 The Red House up here. 6:30. 9:30. Hay un concierto esta noche a las 6:30 cerca de acá. Can I make a picture? Come to the concert. Zopet zanimiva stara kućica. Gremo pa do nje. Kaj je to? Znak rodbine. Vsebina iz leta 1666. Konec obiska lepe hiše. V drugi ulici v prejšnji trgovini, tam je zbor pel, čudoviti center kamna piše. Od rožnatega, modrega, kombiniranega, eden lepši kot drugi, nekaj neverjetnega.
kako se ta lepo blešči. Zanimivo tudi. Fantastično. Od rozenkvarca, ametistov, evo, brazilski ametist, čudovito, tako počasi, evo ga, a lahko kaj lepšega naredila narava kot to. Hati. Tudi ahat. Gremo v to čudo Božje, ki se je odprlo ob 6. To pa je malo večja hala kot spodaj. Lepo se drži. Tam je kruh tudi. Ta čas, ko čakamo hrano. Praskaj se ti je dogaja. Za 200 točk. Dobro smo popapcali in zdaj odhajamo. In še eno zanimivost moram pokazati. Vsi objekti so varovani proti požaru s šprinklerskimi sistemi. Evo, tako pa obnavljajo pločnike na dvojnih tramih. In to je vse borovina. To sproži to avtomatsko gašenje. No, zdaj ga pa ženske malo svoje nagone potešiti. Eno lepše kot drugo. Dunja je v čudovitem sviterju. Malo je prevelik, škoda. Če ne bojo dobili manjšega, bo pa vsaj lepa slika za spomin. Kjobmanstuen, izredno stara hiša ob obali. Prva letnica je še iz leta 1480 in ima prastare grbe Bergna. No, tukaj vidimo, da je Bergen tudi pristaniško mesto, ob obali gremo. Najstarejše mestne utrdbe in palače ob morju. Te so branile dostop do mesta. Lepo razgledišče nad mestom. Ura je 8 zvečer, sonce je še visoko na nebu, promet je še močan, Obrežje ob zalivu oziroma fjordu po njihovem, hitra ladja na štartu. To je novejši del Bergna.
No, s to ladjo bomo šli pa mogoče tudi mi na izlet. Ljuba se je tudi prišla zadeve ogledati. Ja, videl sem to, videl. Jutri. Nadaljna mestna utrdba in palača. To bomo vse jutri spoznali. No, tle v ozadju je pa ta ulica, stari del mesta. In zgoraj funivija na razgledišče. To bo še zanimivo. Prastari obrambni stolp po pohodu v mesto. Južni del obzidja. Razgledišče oziroma gledanje ladij, ki so napadale mesto, dostopna vrata, stranišče, kamin, pritličje, severna, bolj temna fasada. Jutri si bomo vse to verjetno še posebej ogledali. Nabrežje novejšega dela Bergna. Še enkrat malo lepši Bergen. Prej me je motil uni avto. In vse to se dogaja pri tej uri. 8:20. Razgledna točka dostopna z vlakom. Ne vem. Zanimiva stara hiša, v kateri je kralj Gustav VII pričakoval obiske in jih ni nikoli dočakal. Zopet semafor za prečkanje invalidov, krona Gustava. V tej hiši je lepa gasilska postaja z zanimivim stolpom. Ognjemet pri zabaviščnem parku. Mi smo že vsi zaspani. Sonce pa veseljo sije. Vijoličasta zlata jabolka. Pri nas zelo zaščitena roža. Končno smo prišli, prigagali ob 9. uri zvečer k Prirodoslovnemu muzeju, kjer si bomo ga jutri tudi ogledali. Imamo se zelo lepo. Nisi vedel, če hočeš se zastrupiti. Jaz tega ne jedem, jaz pa samo dobre papice. Samo dobre papice, papice. Same klobazice. Ampak A tu imaš, verjetno za
botanični vrt, mini botanični vrt pri naravnem parku. Mi smo pa čisto sosedje tega. Ali je lepo to? Mata, gled, kakšni lepi cvetovi. Si misliš? Ja, pa res. Kako je to ogromna ta rastlina? Tu so sigurno snemali. No, mi bomo semena vzeli. Ja, mi za samo... Zgini, baba, 1, 2, 3. Zgini, baba, zgini. In največja roža ima metarski cvet. In jaz to vem. In sem jo videl. Vizavi naše ulice je tale ulica in tele hiše, klasični mestni predel. Vidim, da je ura že skoraj 10. Zdaj smo v naši ulici. In se odpravljamo spat. Prišli smo do našega hotela. Delamo zadnje nočne posnetke v močnem soncu. No, zdaj pa posnamemo prihod v nekaj imenitnega. Tu živimo, moraš povedati. Ja, kar govorite. Tukaj mi živimo. Res? Cel hotel. Pa kakšen omet je to nekem grobi? Nekaj špecialnega, moderno. Mišli, da bo v redu tle notri? Zelo dobro, jaz mislim. Žaloha. To so kmetje, če imajo pinje. Imam dobre receptore. Pa svedri so letle po zidu. Pa grebnice za pohrbte. Zgodbe popravljati. Pa kje smo gor? Čisto v nastropju, bolida za mlekom. To je skoraj kot neke vrste muzej, prenovljen. Seveda čaka za Slovence posebej pripravljen prostor, v katerega boste dragi Slovenci stopili in se pogostili, kakor nam pa. Bomo vas se vrgli malo sadja. In to bo za 3 dni dovolj. Bomo si vrgli malo sadja v glavo. No, to je naše bivališče na Norveškem. Prišli smo domol. Za naslednje 3 dni. Tako. To je agencija Sandro urihtala. Ja. Smo imeli lep kulo, smo imeli danes. Kaj, kdo spal na moj posler, kaj? Zakaj je to vse razmetano? Ja, dva sta imela popoldansko najet. No, kaj je resna? Mislim, ti sploh videli, kako je on skakal po Ne, poslu. ne. Nič ne vem. A tako? Aha. Kako si se obnašal, stari? Tako. In tudi kopalnico imamo. To je apartma, to ni navadna zadeva.